Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci lokalne bistriške televizije v prvem mesecu novega leta, ki ga imenujemo tudi prosinec. Mesec se že preveša v drugo polovico, žal pa so ga že zaznamovali presunljivi in tragični pariški dogodki, na domačih tleh pa varčevalni vladni ukrepi, ki bodo, če se bodo uresničili, prizadeli najbolj ranljivo populacijo, otroke. Je pa bil pretekli teden tudi v znamenju spomina na dogodke, ki so se zgodili med drugo svetovno vojno in po njej. O tem poročamo o informativni oddaji. Po njej pa sledi pripoved Tanje Zafošnik, ki živi v Slovenski Bistrici, o življenju v daljni Jakutiji v sibirskem delu Rusije. Vabljeni, da se nam pridružite pred televizijskimi ekrani. Na akademiji v čast spomina padlemu pohorskemu bataljonu predstavila svoje knjige o dogodkih med drugo svetovno vojno Mirko Munda in dr. Marjan Žnidarič. Krovna borčevska organizacija pa podelila plaketi za ohranjanje vrednot NOB osnovni šoli pohorskega odreda in Bistriškemu zavodu za kulturo. Slovenjebistriški župan z delegacijo položil venec na grob dr. Jožeta Pučnika, snovalca slovenske samostojnosti, ob 12. obletnici njegove smrti. V policijskem doseju tudi o kraji slovenske zastave in drugih dogodkih. V rubriki Lokalne novice obujamo tokrat spomine na našo preteklost in se z vso spoštljivostjo spominjamo njenih nosilcev. V četrtek, 8. januarja, smo se v Viteški dvorani Slovenjebistriškega gradu poklonili spominu na 72. obletnico padca pohorskega bataljona, ki je leta 1943 padel pri Treh žebljih na Osankarici. Predtem pa je potekala spominska slovesnost tudi na Osankarici. Na letošnji spominski akademiji sta bila gosta tudi dr. Marjan Žnidarič, ki je predstavil svojo knjigo Četrta operativna cona, in Mirko Munda, avtor knjige Pragersko med NOB. Z branjem odlomkov iz obeh knjig je ponovno oživel spomin na dogodke druge svetovne vojne, na trpljenje in junaštvo ljudi ter brezmejno solidarnost. Domovinsko noto sta prispevala tudi zborček Bistriškega vrtca ter učenci glasbene šole. Na spominski akademiji se je generalni sekretar odbora Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Mitja Klavora, zahvalil srebrno plaketo borčevske organizacije v osnovni šoli pohorskega odreda Slovenska Bistrica, ki že vrsto let sodeluje pri spominski slovesnosti pri Treh žebljih in na svečanih akademijah. Zlato plaketo pa je prejel Bistriški zavod za kulturo za organizacijo spominskih slovesnosti tako na Osankarici kot za Akademijo v Slovenski Bistrici in urejanje muzeja na Osankarici, posvečenega partizanskemu bojevanju na Pohorju. V petek, 9. januarja, je slovenjebistriški župan z delegacijo položil venec na grob dr. Jožeta Pučnika na Črešnjevcu pri Slovenski Bistrici ob 12. obletnici njegove smrti. Povojna oblast ga je zaradi kritike režima pahnila v ječo. Iz Nemčije, kjer je preživel veliko let, se je vrnil v Slovenijo in skupaj s sodelavci aktivno sodeloval pri nastanku samostojne Slovenije.
Policisti Slovenjebistriške policijske postaje so v preteklem in tem tednu zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete so obravnavali 26 kaznivih dejanj, od tega 19 tatvin, 2 zatajitvi, 1 goljufijo, 1 nasilje v družini, ponarejanje denarja, ponarejanje listin in poškodovanje tuje stvari. Slovenska Bistrica. Neznani storilec je z droga za izobešanje zastav ukradel slovensko zastavo in lastnika oškodoval za 300 evrov. Nekdo je iz skladišča ukradel 12 pnevmatik, škode je za 680 evrov. Vlomljeno je bilo v gostinski lokal, izginilo je 15 evrov menjalnega denarja, storilec pa je poskušal vlomiti še v 2 druga lokala, vendar mu to ni uspelo. Zaradi vlomov je nastalo za 700 evrov materialne škode. Nepridiprav je iz blagajne v trgovini izmaknil 150 evrov, medtem ko je prodajalka stregla stranko. Planina pod Šumikom. Iz počitniške hišice je nekdo odpeljal pralni stroj, televizor, kolo, smučarsko čelado, različno pijačo in 4 pnevmatike s platišči za terensko vozilo. Lastnik je oškodovan za 4000. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 20 prometnih nesreč, podali 3 obdolžilne predloge, izdali 29 plačilnih nalogov in zasegli 1 vozilo. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 4-krat ter obravnavali požar v stanovanjski hiši. Spoštovani, informativni del oddaje se je iztekel. V nadaljevanju pa vas vabimo še k ogledu oddaje z naslovom Tanja iz Jakutije. Jakutija je največja ruska upravna enota in pomembno gospodarsko območje celotne zahodne Azije. Ustvarjalci studia Bistrica so v oddaji predstavili Tanjo Zafošnik iz daljne Sibirije, ki živi v Slovenski Bistrici že 15 let. Obilo užitkov ob gledanju, informativno oddajo z novimi dogodki pa si boste lahko ogledali tudi naslednji teden. Pa srečno do prihodnjič. Jakutija oziroma uradno Republika Saha je največja teritorialna enota katere izmed držav na svetu. V daljnovzhodnem ruskem zveznem okrožju obsega površino več kot 3 milijone kvadratnih kilometrov. Ima milijon prebivalcev, glavno mesto pa Jakutsk. Jakutija je obenem najhladnejša dežela naseljenega dela našega planeta. V kraju Ojmjakon so uradno izmerili najnižjo temperaturo na svetu in sicer minus 71,2 stopinje Celzija. Poleti lahko temperatura doseže tudi do 40 stopinj Celzija, temperaturna razlika tako znaša več kot 100 stopinj, kar je prav tako svetovni rekord. Republika Saha je zelo zanimiva tudi za turiste. Obiskovalci lahko med drugim križarijo po reki Leni, še posebej privlačni so tako imenovani Leninovi stolpi na obali reke, ki so uvrščeni na seznam UNESCO. Na svoj račun pridejo tudi ljubitelji ekstremnih športov. Sicer pa je Jakutija bogata predvsem zaradi nahajališč diamantov, zlata in nafte. Поздравления, глядальцы и глядальки, поздравления, дорогие приятели. Здравствуйте, дорогие земляки, родственники, друзья, все, кто меня знает и помнит, и те, кто меня тоже не знает. Даравларым, күнді бірді долақтарым, рақ чугас аймақтарым, доғыттарым, білер білбет жонум, нөрен нөргүй болуқтым. Мое имя Татьяна Зафошник, приходим из Руси, живем в Словенской Бистрице уже 15 лет. Рада представила свою дружину, то je moj mož, Srečka ali pa Pajo, tako kot je ga kličejo vsi znanci in prijatelji. To pa je naš sin, najin sin, Žan,
ki hodi v prvi letnik Bistriške gimnazije. Pozdravljeni. Kako sta se spoznala s Srečkom? Ja, za svojim budućim možem sem se poznala v Jakutske. Takrat, ko je on bil tam službena, oni so gradili en veliki center ohrane otroštva in materi. To je bilo 97. leta. Sem ga slučajno spoznala pri eni moji prijateljici. Zdaj pa naj pove Paja svojo versijo, kako je bilo to. Ja, kot fantje, ki gredo na delo v tujino, se včasih zabavajo tako, da občasno igrajo karte, in tako smo bili tudi mi navajeni, da smo igrali vsak teden enkrat karte pri enem prijatelju. In ko sem prišel k temu prijatelju, on je bil takrat že poročen z eno od domačink, mi je sreča naklonila tisti dan, da sem spoznal Tanjo. Sedela je tam ena sramežljiva, lepa, simpatična, malce nedostopna. No, in takrat sem, kot bi dejal, se zaljubil. Potem je pa usoda našla pot in Sin Žan se je rodil v Jakuti, nato pa ste se preselili v Slovenijo. Zakaj ste se odločili za ta pomemben korak? Ja, res je, Žan se rodil v Jakutiji, to je bilo po zimi, januarja, zunaj je bilo minus 40 stopinj, tako da je Žan sibirski fant. Odločili smo se preseliti sem, ker je, to so bili 90. leta, to je bila velika kriza v Rusiji, pa mi kot mlada družina, takrat smo se poročila, in kot mlada družina z malim otrokom zelo, življenje je bilo kar trdo, ja, ker se je začel tudi kriz, tako kot sem rekla. Predvsem pač zato smo se odločili, ker je moj mož ni več delal v firmi Magvitex in pogodba je iztekla, tako da pač smo morali odločiti, bomo ostali v Rusiji ali pa bomo šli v Slovenijo. Že pred rojstvom Žana ste prvič obiskali Slovenijo. Kakšni so bili prvi vtisi? Ja, prvič sem prišla po zimi, ja, Paja me je pripeljala na dopust in to je bilo med novoletnimi božičnimi prazniki. In takrat sem tudi prvič obiskala Slovenijo, bilo je čudovito, seveda tako kot vedno na dopustu. Posebej pa ta čas je vse bilo tako pravlično, lepo, sneg je bil zunaj. Slovenija mi je bila takoj, seveda mi je bilo tako zelo lepo, pa je tudi se potrudila, da sem pogledala tisto, kaj je najlepše v Sloveniji. Sva bila v Ljubljani, pa na morju, pa tukaj okrog Bistrice, ja, smo obiskali kar nekaj znamenitosti. V glavnem pa takrat sem tudi spoznala prijatelja od Paja, pa sorodnike in sama navdušena sem bila, ja. Kako ste pa danes zadovoljni z življenjem v Sloveniji? Ja, bi rekla, da je na dopustu bilo zelo lepo, zelo vse je bilo prekrasno, vse je bilo tako čudovito. In potem, ko smo se preselili sem, seveda ena je, če prejš na dopust, ali pa druga pa, ko živiš tukaj. In jaz mislim, vsi te, ki se preselijo v tujino, imajo kar nekaj, bi rekla, nekaj
etapov, no, prilagajanja k življenju v tujini. Najprej to je samo navdušenje, neka euforija, vse je lepo, vse je tako, ljudje so prekrasni, vse je všeč, klima je dobra. Ja. Potem pa, ko se ustališ, ko vidiš, ko že živiš tu v Sloveniji, to je malce drugače, ker je naenkrat spoznaš, da nimaš prijatelje, ne moreš se pogovarjati tako, kot ti bi želel. Niti ne moreš povedati svoje občutke, misli in nekako ta čas je bil tudi najtežji čas mojega življenja v Sloveniji. Ni samo za mene, tudi za mojega moža. In o tem ti tudi imaš kaj zapovedati. No, ko smo se preselili, pravzaprav vsa tista pričakovanja, ki jih ima človek, po nekaj mesecih zbledijo, zaradi tega, ker enostavno prehod, ki smo ga oba doživela, Tanja po svoje, jaz po svoje, ker sem nekaj let preživel v Sibiriji, je bilo zelo težko, ker enostavno najprej se je bilo treba privaditi na naše življenje, ki ga imamo tu. Ujeti zopet tisti ritem tega življenja, ki je tukaj, ker življenje tam je drugačno. No in pa potem velike težave so se začele pojavljati takrat, ko smo začeli iskati pravzaprav novo državljanstvo za Tanjo. Seveda nismo pričakovali takšne birokracije in moram priznati, da je bilo zelo težko, kajti potrebovala smo dobrih 7 let, da smo uredila to državljanstvo. No, ampak konec koncev življenje z osebo, ki jo ljubiš, vseeno gre naprej, človek postane zelo toleranten, začne razmišljati drugače. Najbolj pomembno v tem je, da spoštuješ človeka, ki ga imaš rad, in pa, da mu vedno stojiš ob strani. Ja, tu bi še dodala, da ta čas je bil res težek, ampak hvala Bogu ni trajal večno, ker sem spoznala, da tudi sem sprejela neko odločitev za sebe. Sem rekla, če sem odločila, da bom se preselila, če že živim tukaj, moram tu ustvariti svoje življenje, moram biti srečna tukaj, moram se truditi, da tudi moja družina se počuti dobro. In od takrat je postala lažje. Ja. Sem sprejela realno življenje tu v Sloveniji. Zdaj so se nam pridružili sestra od Paja, tudi del naše družine, to je Lidija in starejša hčerka Zala in Neža. Lidija je tudi moja prva učiteljica slovenščine. Manjka pa Tomaž, ki je mož Lidije, ki je zdaj v službi. Lidija, kako ste sprejeli Tanjo, ko je prvič prišla v Slovenijo? Ko je Tanja prvič prišla v Slovenijo, je bilo zelo zanimivo, saj smo se spoznavali. Ko pa sta se Srečko in Tanja preselila v Slovenijo, smo bili pa vsi zelo, zelo veseli, saj sta samo pripeljala tudi Žana, ki je bil takrat še zelo majhen. Bil je prvi nečak in prvi vnuk v družini, kar nas je vse zelo, zelo razveselilo. Kako pa ste povezani z njeno družino v Jakuti? Malo za tistim, ko so se Srečko in Tanja preselila v Slovenijo, smo že dobili prve obiske, ki so kar pogosto sledili. Vsako leto dobimo kakšne obiske sorodnikov iz Jakutije, pa tudi prijatelji od Tanje hodijo na obiske. Z njimi smo
preživeli kar nekaj časa, hodili na izlete skupaj po Sloveniji, se kar dobro spoznali. Tako da smo v bistvu ugotovili, da smo vsi skupaj ena velika družina, ki smo pač razdeljeni na 2 kontinenta. Tanja, po poklicu ste profesorica ruščine, zato ste se tudi učenja slovenščine lotili zelo natančno. Ko sem jaz prišla v Slovenijo, nisem znala niti ene besede slovenska. In je bilo od začetka zelo težko, da se pogovarjam z ljudmi, nič nisem razumela. In prve znanje o slovenskem jeziku sem pridobila od sestre Pajete, Lidije. Ona takrat je študirala na filozofskem fakultetu in je imela sveže znanje, tako da nekaj me je naučila slovnic. Nekaj slovnice je ona meni naučila. Potem pa sem se vpisala v knjižnico in sem tudi vzela učbenike slovenskega jezika za tujce in sem se učila sama doma. Ob 6 zjutraj sem stala, dokler je Žan spal. Žan je takrat bil 5 mesecev star. In od 6 zjutraj do 9, dokler Žan se ni zbudil, sem se učila slovenščine. Sedela sem tam in pisala je. Ja. Potem pa je jeseni na Ljudski univerzi so začeli izvajati tečaj slovenščine za tujce in sem se takoj vpisala v ta tečaj. Zelo zanimivo je bilo tam, zato ker mi smo imeli skupin iz 6 žensk, vsi so bili tujki in tudi vsi pred kratkim se preselili v Slovenijo. Tako smo imeli tudi nekaj skupnih interesov, skupnih tem, hitro smo se podružili, se sprijateljili in imam zelo dobre spomine na ta čas. Ne bom rekla, da obvladam slovenščino 100%, ampak se trudim vsak dan. Svojemu poklicu ste ostali zvesti vse do danes, saj poučujete ruščino in prevajate. Sem končala filološko fakulteto v Jakutske državne univerze in moj poklic po diplomi profesor ruskega jezika in literature, filolog. In zanimivo to, da doma nikoli nisem predavala, učila v šoli. In ta moj izobrazba, moj poklic mi je zelo pomagal tu v Sloveniji. Tukaj sem našla dela, zahvaljujoč svoji izobrazbi, tako da zdaj poučujem ruščino v skupinah ali pa individualno. Poučujem ruščino tudi v podjetjih ali pa tako kot sem rekla, v izobraževalnih ustanovah. To so prevodi predvsem iz turizma, tako da imam nekaj stikov tudi z turističnimi agencijami pa iz turistične panoge. In seveda, če moji rojaki ali pa sorodniki, moji bližnji želijo priti sem v Slovenijo, imam tudi prva pač se obrne k meni in jaz tudi jim pomagam, lahko jim svetujem ali pa povem, ki je najboljše, kaj lahko tudi pogledajo. Tako da, če se oni obrne name, z veseljem jim pomagam. To so stvari, s katerimi se ukvarjam zdaj. V prostem času zelo radi vrtnarite. Že takoj na začetku ste se namreč zaljubili v orožje. Ko smo prišli v Slovenijo, to je bilo spomladi, maja, in takrat sem prvič videla v Slovenijo v vsej lepoti. Vse je bilo tako, vse je cvetoče vrtnice, cvetoče grmovnice, vse je bilo to tako lepo. Sem prvič videla tudi balkonske rože, pelargonije za vseh balkonov. To je bilo tako lepo in sem se takoj zaljubila res v rože.
Tako sem začela tudi doma tu nekaj delati na tem. Pa tudi doma pa jaz nikoli nisem se ukvarjala z tem, pa niti meni ni zanimali niti rože, niti vrt. Res pa je, da moja mama ogromno delala z rožami doma, vedno imela, gojila različne rastline. In doma smo imeli na primer fukcijo. Pri nas to raste noter v hiši. In tudi dalje smo imeli zunaj. In vsako leto mama se trudila okrog teh rož. In 1. septembra, ko so šli v šolo, prvošolce, vsakič je naredila kakšen šopek in to je dobil kakšen pač sosedski otrok. Mogoče tudi zato imam rada rože, ker me spominja na mamo. Od začetka sem sadila enoletnice, pa čim večje je bila roža, sem mislila, da je tem lepše. Čim je bila taka jarka, taka barvna, mi se zdelo, da je to tako lepo. Ampak čez nekaj časa sem ugotovila, da z tem je ogromno dela, ogromno časa rabiš za to, da jih ohraniš lepe. In potem sem bolj zdaj pa se bolj nagibam k trajnicam, tako da imam trajni nasad in čim manj dela za vrta. Zagotovo občasno pogrešate tudi svojo domovino. Kako torej ohranjate stik z vašo kulturo? Seveda pogrešam včasih svojo domovino, pa svoji prijatelji in sorodniki, ampak se trudim, da ne bi preveč se predala tem čustvom, zato ker če bom jaz preveč žalostna, če bom preveč se predala temu, to potem nobenemu ne koristi. Ni to zdravo ni za mene, ni za mojo družino. Potem je, hvala Bogu, zdaj je tako vreme, da lahko sem v stiku za svojimi vsak dan, zahvaljujoč Skypeu, pa imam tudi WhatsApp, tako da vsak dan se dopisujem, lahko se pogovarjam tudi po Skypeu za svojimi prijatelji in sorodniki in čutim, da sem nekako še zdaj povezana s njimi. Potem pa tudi vsaka leta dobim obisk, pridejo ali sorodniki ali pa prijatelji iz moje domovine. Tako da hvala Bogu, da imam to, da da mi pomaga to nekako prebroditi to domotožje. V pisarni imate kar nekaj zanimivih predmetov iz domovine. Kaj predstavljajo? Ja, imam nekaj stvari iz Rusije, tudi iz svoje domovine. Tako, na primer, ta zemljevid sem kupila v Moskvi in pripeljala sem. Isto tu imam abecedo, rusko abecedo, pa tudi iz Moskve, na primer, iz Rusije ta matrjoška in jajco Faberže. Imam pa tudi stvari, ki mi spominja na mojo domovino, predmete ali pa suvenire, na primer to pa je narejeno iz mamantovine. Pri nas je večni led in zato mamantovina se ohranja tako dobro. Imam pa tudi, na primer, ta mahalka odganja komare, v jakutskem jeziku se reče delbir, in narejena iz konjskega repa ali pa grive in se uporablja v namene odganja komare, tako kot sem rekla, ali pa tudi se uporablja v različnih obredih, tako ko odganjamo zle duhove. Lahko pa iz bele grive pa ali pa tako kot tu imam
iz črne grive. Te posode pa so uporabljali prej Jakuti in tudi v vsakodnevnem življenju ali pa v obrednih namenih. Ta, na primer, posoda za pitje kumisa. Kumis to je pijača, ki ga naredijo iz mleka, kobiljega mleka, in iz te posode pa pili kumis, se reče čoron. Lahko pa ima 3 noge ali pa narejena tako kot za eno nogo, tako, da, bolj udobno, ja. Ta posoda so uporabljali gospodinji. Ja, vsaka jakutska gospodinja je znala tudi šivati zelo dobro, pa in svoje stvari, nitki, pa igli, pa vse, kaj uporabljajo za šivanje, pač hranjalo tu te posode. Ta je kot suvenir iz Jakutije, predstavlja drevo življenja, se reče Al-Luk-Mas in simbolizira vez z našimi predniki in z našo zgodovino in kulturo. Ta posoda se je uporabljala naprimer za hrano, tu lahko so dali masla ali pa tudi jakutska jed kürčah, se reče, to je stepen smetana in iz te posode lahko jedli to. To pa je narejeno iz brezove skorje. S tem so otroci hodili prej v gozd, naprimer, in nabirali gozdne jagode. In so imeli take posode in so prinesli potem polno gozdnih jagod domov. To pa je suvenir, podsvečnik v obliki jakutske peči. Tako je izgledala jakutska peč prej. Zdaj pa delajo take stvari kot okras, kot suvenir. Ja, vsaka posoda ima tudi različne vzorce, ki simbolizirajo tudi kakšne iz življenja ali pa predstave o življenju Jakutov. To, naprimer, neke take rastlinske vzore, lahko pa tudi take kot severni sij. Pač vsaka posoda ima svojo. Pa tukaj tudi imamo to je tipične jakutske vzorce, ki predstavljajo kot v obliki ženske. Tak, ali pa iste vzorce imamo, naprimer, tu na tej posodi. Ja, na tej posodi. Tukaj pa je pač slika 3 konjevezov. Prej so tukaj privezali konje. Ja. Vedno sem imela tesne prijateljice, vedno sem bila obkrožena z ljudmi, ki so mi blizu po razmišljanju, po pogledih na življenje. In srečna sem, da tako daleč od svoje domovine v Sloveniji sem našla prave prijateljice. In bi rada jih predstavila. Prva moja slovenska prijateljica Idica, ki sem jo spoznala takrat, ko niti nisem govorila, niti ene besede nisem znala slovenska, ampak to ni bila ovira, da sva se lepo razumeli. In tukaj pa je Dragana, moja draga Dragana, ki me vedno nasmeji in me navdaja z optimizmom. In Svetlana, Ceca, čudovita sogovornica, modra in nasplošno zelo topla oseba. Ida, kako se spominjate vajinega prvega srečanja s Tanjo? Tanjo, ta sibirski diamant, sem spoznala pred 17 leti, ko
ko je pripotovala s svojim zaročencem Slovencem, sedanjim možem, v Slovenijo na dopust. In takrat smo preživeli čudovite novoletne praznike in že takrat sem spoznala, da njene kvalitete, ki so se kalile v Jakutiji. Družimo se pogosto, Tanja nam poskuša približati jakutsko in rusko kulturo, običaje, tudi literaturo in kulinariko. Kulinariko in še enkrat kulinariko. Dragana, s Tanjo se poznata že kar 10 let. Bi lahko rekli, da ste v tem času že dobro spoznali Rusijo in Jakutijo? Vsekakor da, kajti Rusijo oziroma Sibirijo poznam iz literarnih del Tolstoja, Dostojevskega, Puškina, Jesenina. Seveda je pa danes tukaj tesna prijateljica Tanjuška, ki mi iz prve roke pripoveduje o življenju v Rusiji oziroma tajgah Daljnega vzhoda Sibirije. Moja skrita želja je potovati transsibirsko železnico po Rusiji do Vladivostoka in obiskati praznik Jakutsko novo leto. Svetlana, prihajate iz različnih držav, vi dve z Dragano iz Srbije, Ida iz Slovenije in Tanja iz Jakutije. Razumete se odlično, kot vidimo. Kaj je za vas pravo prijateljstvo? Torej, vaše vprašanje v bistvu vsebuje dve vprašanje. Ne? Tisto prvo vprašanje, oprostite, če se motim, vendar kot da bi čutila malo dvoma o tem, ali je sploh možno biti prijatelj z ljudmi iz različnih držav. Ne? Pa naš primer pravzaprav dokazuje, da je to možno. Torej, prijateljstvo je univerzalna stvar, tako kot je ljubezen univerzalna stvar in ne pozna meja. Mislim, da smo tu nekatere to dokazale. Ne? Idica, ti si domačinka in imaš moža Slovenca, me vse tri smo iz nekih tujih držav, pa vendar naše prijateljstvo funkcionira fantastično. Torej, za prijateljstvo ni meja. Kar se drugega vprašanja tiče, kaj je potrebno pravzaprav za pravo prijateljstvo, biti pravi prijatelj, mislim, da je potrebno nekaj stvari. Ne? Nekaj minimalna doza enega žrtvovanja, torej žrtvovanja prostega časa, žrtvovanja tudi denarja, če hočeš prijatelja povabiti, pogostiti v svoj dom, v svojem domu. Potem predvsem potrebno je biti lojalen, to ni vedno lahko. Tudi tisto, kar je, mislim, da zelo pomembno, vendar ne moremo vsi isto gledati, ampak pomembno je, da na bistvene življenjske stvari gledamo približno enako. Ne? Kaj to pomeni? Recimo, jaz vem, da se nikoli ne bi mogla družiti, oziroma nikoli moj prijatelj ne bi mogel biti en človek, ki nima nekih moralnih vrednot, ki je šovinist, rasist in tako naprej. Torej, mi smo se našle, imamo približne poglede, imamo približne okuse in smo postale prave prijateljice in to gradimo. In ne samo, da smo mi prave prijateljice, ampak vsaka od nas ima svoje prijateljice in mi pletemo mrežo. Tako kot naša priljubljena pisateljica Manca Košir, naša učiteljica, pravi v svoji knjigi Ženska pisma, tako mi pletemo mrežo naprej.